Lepo pozdravljeni gospod župan, dr. Milan Balažic. Tale jesen kar naglo teče, september je minil, kot bi mignil, pa že skoraj oktobra je konec. Pa seveda morda uvodoma, kaj vse se dogaja pri vas na občini Moravče, s katerimi projekti se trenutno ukvarjate. Težko bi naštel vse projekte, ampak če bi začel po pomembnosti, je vsekakor daleč najpomembnejši projekt izgradnja šole, se pravi prizidek, kar pomeni polovico nove šole in pa zraven priključena športna dvorana, ki bo pomenila res velik korak naprej glede tega, kaj bo nudila našim občankam in občanom, seveda najprej pa našim osnovnošolcem. Pred nekaj dnevi sem z podjetjem VG5, z direktorjem podpisal pogodbo, ki bo skratka zagotovila, da je vse pripravljeno in torej v nekaj dneh, najpozneje takoj po 1. novembru pričakujemo začetek gradnje. Vse stvari tečejo, vpeljava v gradnjo je torej izvedena. Zaščitili bomo seveda varno gradbišče, kar najprej se bo rušilo za naše otroke, tako da ne bo nobene nevarnosti. Potem pa seveda tudi spremenili prometni režim v tem delu Moravč. Ampak ključno je to, da se začenja ta velik projekt, ki ima veliko težo. Vrednost tega projekta je v tem trenutku, ne vemo še, kako bodo cene v nadaljnjih mesecih torej nadaljevale svojo rast ali morda padec, ampak čez 6 milijonov evrov je vreden celoten projekt, od tega nekje 3,5 daje občina, približno 2,5 da država, se pravi Ministrstvo za šolstvo, nekaj nad milijon da pa Eko sklad, tako da imamo torej zaokroženo finančno konstrukcijo, kar pomeni, da lahko na polno začnemo z gradnjo. In napoved je, da nekje v letu in pol bo ta gradnja končana in potem bomo to novo veliko pridobitev za Moravče tudi odprli z primerno svečanostjo. No, seveda drug tak veliki projekt, tudi na katerega se čaka, pa je dom za starejše občane, župan. To ne nazadnje je tema vsakega najinega pogovora, pa prav je tako, naj občani in gledalci vejo in vidijo sprotne informacije. Kje je sedaj projekt? Drži, dom starejših občanov je tudi v zadnji fazi, tik pred gradnjo. Čakamo samo še zadnji papir, to je koncesijo. Ta koncesija naj bi podeljena tam nekje sredi novembra in naši gradbeni stroji že v nizkem štartu čakajo na začetek gradnje, na katero smo čakali tako, da če se ne bi bril, bi bila ta že zelo dolga brada. Torej dom se bo začel graditi in to bo srečna okoliščina, da imamo pravzaprav na isti lokaciji dve veliki gradbišči, na eno stran šolo z dvorano, na drugi strani dom. Tako da tudi pri domu računamo nekje leto in pol. Ta investicija je še višja, tam nekje 7 do 8 milijonov evrov. To pomeni, da smo kar veliko sredstev pridobili strani države, strani Evropske unije, kar dokazuje, da je ta ekipa kar sposobna pridobivati dodatna sredstva. Naš občinski proračun je daleč premajhen, da bi se lahko lotevali takšnih velikih gradenj. Torej ob nekem normalnem pričakovanju, ob letu in pol nekje boste dve veliki odprtji in dve veliki pridobitvi. Za starejše občane pa za najmlajše, potem so pa že tisti, ki so nekje v sredini vrsti, da za njih poskrbimo, tako da dela ne bo zmanjkalo. Sicer pa je za dom pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da je tudi projektna dokumentacija v redu, potrjena, torej ni bilo potem več sprememb kakšnih glede projektiranja. Ne, nobenih sprememb ni več. Tu smo povsem mirni, čakamo še zadnji dokument. Sicer pa moram reči, da za prihodnje leto pripravljamo še dva takšna srednje velika projekta, vsaj za našo občino kar velika. Namreč eno je rekonstrukcija in renovacija našega zdravstvenega doma, kjer bomo za naše občane in občanke odprli
drugo splošno ambulanto, novega zdravnika dobimo, tako da bo torej ta dostop do zdravstvenih storitev veliko bolj olajšan. To je kar pomembna investicija za občino. Na drugi strani pa torej otroško igrišče, ki smo ga vedno pogrešali v centru Moravč. Ta bo zgrajen blizu oziroma na koncu našega velikega parkirišča. Tudi tega pričakujemo, da bomo odprli tam nekje v prvi polovici leta, pred poletjem vsekakor. Tako da to bosta dve veliki pridobitvi za očete in mamice, pa za vse tiste, ki imamo to srečo, da imamo poskrbljeno za zdravstveno oskrbo v Moravčah. To so spet kar pomembni koraki v razvoju našega kraja. Župan se pa tudi veliko dela na področju infrastrukture, sej takole, ko spremljam vaše delo, mislim, da skoraj vsak teden imate otvoritev vsaj enega asfaltiranega novega cestnega odseka. Kako je na tem področju, župan? Drži, kar nekaj cestnih odsekov novih je odprtih. Zelo pomembna smer asfaltiranja in rekonstrukcije je proti severu, proti Lukovici, kjer želimo obnoviti celotno cestišče od Moravč do avtoceste. Letos smo odprli za promet, to je prvi del od Moravč do Soteske, nekaj malega še ostane. Naslednje leto gre naprej do Pukelčevega mlina, pa potem proti Negastrnu in Vinjam. Tako da to je smer, ki jo bomo v nekje 3 letih zaokrožili. Tu so potem še zadnje ravninske ceste, ki so bile makadamske, pri Pretežu, Križatah, ravno končujemo torej vse priprave za cesto Maktajnar-Mošenik. Odprli smo novo cesto na Gori, kjer bomo nadaljevali še s tem omrežjem, in seveda so še druge, tako da preprosto bi zmanjkalo časa, če bi vse naštel. Je pa morda za povedati tudi to, da smo pa investirali kar tudi lepo vsoto v to, da smo pri naših znamenitih ribnikih v enem lepših krajev v naši Moravški dolini obnovili obrežje, utrdili jezove, tako da imamo zdaj ribiči, pa vsi sprehajalci in otroci iz vrtca varno, torej pot, prišlo bo še do ograje, ampak to je zdaj, bom rekel, kar tak lep konček, kamor se lahko zatečemo, da to, da se malo spočijemo, malo sprostimo in tako naprej. Stvari tečejo iz dneva v dan, tako da dejavnosti ne zmanjka. Pa če pogledava še malo na področje turizma, zdaj v mislih imam seveda Gradiško jezero, ki si ga sicer delite skupaj z občino Lukovico, pa vendarle, kako so zdaj tam stvari, kakšna so morda tudi razmišljanja ali pa strategija občinska v zvezi s tem, ker zadeva je izjemno zanimiva in priljubljena že v taki obliki, kot je. Res je, na naši strani Gradiškega jezera predvidevamo, da bomo seveda postavili nek kemping, ki mu rečejo glamping, se pravi malo bolj luksuzni torej kemping na tem področju z vso infrastrukturo. Tu so stvari na začetku, hkrati se z državo dogovarjamo za to, da bomo skupaj obnovili vrh Rimbarske gore, ki je potreben čimprejšnje obnove, kajti gre za spomenik državnega pomena, in upam, da bo tudi država se primerno odzvala na naš poziv. To soboto bomo imeli še eno pomembno odkritje, namreč poleg kapelice pod Limbarsko goro smo predstavili tudi kapelico na Grmačah, na tem znamenitem prelazu. Kapelica je kompletno obnovljena, prestavljena za nekaj metrov, tako da zdaj omogoča promet na desno in na levo proti Planinskemu domu, proti Svetemu Miklavžu. Je pa to zgodovinsko mesto, kjer skratka ležijo kosti mnogih vojska, moravških, turških, francoskih in še kaj bi lahko naštevali. Tako da je to, bom rekel, en tak pomemben zgodovinski spomenik, ki se mu želimo spoštljivo in primerno oddolžiti. Turističnih projektov je še kar nekaj, seveda so pa vsi so nekoliko v zavetrju zaradi koronavirusa, zaradi epidemije in stvari bodo pravzaprav na polno svetele, ko bo torej ta virus mimo.
pripravljamo pa cel kup projektov od festivala Šobla do koncertov, nogometnih spektaklov lokalne ravni, se pravi županovega, bom rekel, pokala in tako naprej. Skratka, je to strategija, ki jo želimo naprej razvijati. Turistični razvoj naše občine je prioriteta in na njem bomo ostajali. No pa jadralna regata na Gradiškem Res je, jezeru. tudi to je, drži. Tudi to je v planu. Tako. Vas pa moramo vprašati, župan, kako je sodelovanje s krajevnimi skupnostmi. Vemo, da ste oblikovali vaške odbore. Kako teče to sodelovanje? Sprašujem predvsem v smislu izvajanja vseh teh velikih projektov ali pa manjših, vseeno, pri katerih pa je zelo pomembno, da je to sodelovanje krajevna skupnost občina urejeno in dobro. Res je. Najprej bi rad povedal, da smo nekje žalostjo ugotovili, da na zadnjih volitvah ni bilo interesa ljudi, da bi izpopolnili krajevne skupnosti. To je neka oblika, ki smo pač prenesli iz prejšnjega sistema in je, vsaj kar se tiče Moravške doline, tako rekoč odmrla. Tako da mi smo rekli, da na temu ne bomo več gradili in zato sem jaz že pred 2 leti in pol oblikoval vaške skupnosti. Imamo 41 vaških skupnosti, recimo 40, 41 je pa Trška skupnost Moravče. Želel sem to vpisati v statut občine, da dobi torej naša občina drugačno strukturo lokalne samouprave in lokalne demokracije, ker nimam sreče z opozicijo in želi samo nagajati, zato da ne bi župan sprejel tega statuta v tem mandatu, sem bil prisiljen potem zaenkrat statut torej pustiti za boljše čase. Hkrati sem se pa odločil, da se ne odpovem tej ideji in zato sem oblikoval zbor vaških skupnosti kot obliko pomožnega dela županu in v skladu s starim statutom so potem društva, stranke, liste torej ponudile svoje ljudi in zaenkrat imamo to kot obliko dela vaške skupnosti, takoj ko bo mogoče, ko bo torej dvotretjinska večina v občinskem svetu, pa seveda razumem, da bomo sprejeli tudi nov statut kot ustavo občine in takrat potem tudi pripravili to novo strukturo lokalne skupnosti, ki je pomembna zato, da širimo pravice ljudi, da lahko približamo možnost odločanja, da se ljudje dejansko odločijo, da gredo v tej smeri in da vedo, da njihov glas šteje. To je pa ključno, ker potem, če ljudje vedo, da glas šteje, bodo tudi prišli in se odločili, kaj želijo in kako bodo svoje interese zadovoljili v občini. Dotakniva se še področja ekologije, župan. Kako lahko rečeva, na zahodu nič novega ali pač? Rekel bom tako, da nekatere stvari se dogajajo in bom rekel, bom pustil času čas, da se razvijajo, tako da bom o njih poročal, ko bomo imeli rezultate. Kar se pa tiče podjetja Termit, pa lahko rečem, da dejansko na vzhodu nič novega. V tem smislu moja roka sodelovanja še vedno velja, ves čas. Trudim se, da bi prišli skupaj, da bi dogovorili se za nek modus vivendi, za način sožitja, da se ohranijo delovna mesta, pa hkrati čista narava in zdravje ljudi. Prejšnji mesec smo na občinskem svetu sprejeli protestno izjavo proti vrtanju po dolini, ki je bilo nezakonito, saj nisem imel vseh soglasij. V občinskem svetu, ki pa sledi v naslednjih 60 dneh, pa bomo seveda obravnavali tudi našo pobudo za to, da se zavaruje ne samo moravška narava, ampak celotno, bomo rekli, porečje tudi Kamniške Bistrice in Save, kajti vemo, teh pričanj je veliko in tudi materialnih dokazov, da so se na področju deponije Drtije zakopavali sodi z izjemno strupenimi snovmi, fenoli, formaldehidi in drugimi snovmi. In pobudo dajemo pravzaprav Ministrstvu za okolje, se pravi državi, da
se odloči za analizo, da detektira te sode, da s pomočjo termitov ugotovimo lokacijo teh sodov, da jih izkopljemo in da jih odpeljemo nekam na varno uničenje. Veste, treba, te sodi so torej narejeni iz aluminija, iz kakšnega pleha, kako temu rečemo, to so 2 do 3 mm debele zadeve in ko bo ta vlažna deponija, kajti tukaj je ogromno vode, poskrbela za to, da bodo sodi torej naluknjani, prežrti, takrat se bodo te strupene snovi začele sproščati v podtalnico, v tekoče vode in bojim se te ekološke katastrofe in posledic za življenje ljudi in zdravje v tej dolini, pa tudi širše. Zato apeliram, torej, da se stopi skupaj in da skupaj z državo preprečimo to, kar nam grozi in naredimo korake v pravo smer, predvsem pa za naše otroke, za naše zanamce, ki bodo živeli v tej dolini. Župan, ampak tu vas moramo vprašati, vi se s tem problemom ukvarjate praktično od začetka vašega mandata. Kaj pravi država, kaj pravijo na ministrstvu? Jaz sem občutek, da je mnogo premalo odziva na vse skupaj. Ja, imate prav. Nismo zadovoljni z odzivnostjo Ministrstva za okolje. Včasih imamo celo občutek, da gre za ministrstvo proti okolju. Upamo, da bo vendarle prišlo do spremembe. Tudi moram povedati, da ko je torej organ v sestavi ministrstva, to je Agencija Republike Slovenije za okolje, ARSO, v enem delu odločilo, da v Moravčah nimamo tal na področju deponije, torej da smo mogoče plinast planet ali karkoli v tem delu, smo se odločili in smo vložili tožbo proti ARSU, proti državi. Namreč pridobili smo ekspertno pravno mnenje, ki natančno v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo dokazuje, da tudi tu v Moravčah na rudniških tleh, kot jim pravijo, imamo tla in da so ta podložna zakonom, ki jih je Evropska unija in Slovenija sprejela, tako da računamo, da bomo to zadevo dobili in potem poskrbeli za to, da tudi tisti del bolane narave, ki je pa del bolanega uma tega podjetja, ker tako neodgovorno ravna z našim okoljem, očistili in poskrbeli za to, da se bo dalo varno živeti tudi v tej okolici. Želimo sodelovati, če ne bo šlo drugače, bomo pač poskušali uveljaviti to, kar je pravilno, če smo pravna država, zakoni veljajo za vse enako in tukaj v Moravčah ne živimo državljani drugega reda. Hvala za odgovore, gospod župan. Jaz vam želim obilo uspeha pri vašem delu še naprej. Mi da se vidimo prihodnjič, do takrat vse dobro in nasvidenje. Lepa hvala vam in tudi vam vse dobro.